Kriptotrgu grozi ena velika nevarnost. Mislili so, da to lahko prikrijejo, ampak nam nič ne uide. O čem govorim? Pridružite se mi in ugotovili bomo skupaj. Lepo pozdravljeni nazaj na kanalu Explicit. To je kanal, kjer jemljemo kripto brez kakršnih koli olepšav. In tokrat si bomo spet pogledali Binance. Že kar nekaj časa opozarjam tako patrone, kot tudi en predhodni video smo imeli glede dogajanja z njihovim kovancem BNB. Binance je tudi nedolgo tega nazaj dobival kar precej udarcev in potem je zadeva kar tako potihnila. Sicer pri njih bodo zatrjevali, da je vse ok, ampak gibanje cene njihovega kovanca trdi drugače. Pa si poglejmo, kaj me toliko skrbi glede Binance oziroma njihovega kovanca BNB. In imamo pred sabo BNB tedenski graf. In tukaj, kot vidimo, je takoj očitna tale podpora na okoli $200, ki je zelo pomembna, ker če ne, nas čaka tale prepad tukaj, vse do 40, tudi $35. Tukaj imamo sicer še eno manjšo vejo, ampak ta je bolj vidna šele na dnevnem grafu, kar bomo videli kasneje. Drugače, struktura tukaj, ki se nam kaže, ni nič kaj obetavna. Zaenkrat kaže, kot da naj bi bil tole padajoči trikotnik. Seveda, možnost je tudi vzorca dvojnega vrha, kjer imamo tukajle eden vrh in pa tukajle ta drugi vrh. RSI zaenkrat tukaj ne kaže nobenih posebnosti, imamo pa stokastik RSI, momentum hodi navzgor, ampak počasi se slabi. Imajo pa kontrolo v rokah medvedi. Tako, to je to, kar se tiče tedenskega grafa. Dajmo si pogledati še dnevni. In če še malce oddaljim, tukaj je zelo lepo vidna tale spodnja meja na okoli $200 oziroma od 200 do 240. Vse oči bi mogle dobesedno stremeti v to mejo, pa komaj da kje opazim omembo. To je res zelo, zelo pomembno, ker če jo izgubimo, nas čaka lahko padec vse do tukaj spodaj, do $35–40. Seveda, tukaj je nekale manjša meja, če približam, ki bi mogoče lahko zadržala za nekaj časa. To mejo imamo na okoli $130. Ampak po mojem ta meja ne bi bila dovolj močna za kakšen resen odboj in bi lahko doživeli kar konkretno strm padec. Dajmo si mi zdaj še pogledati, kaj se trenutno dogaja na našem dnevnem grafu, torej zadnje dogajanje. Tukaj, če se spomnite iz prejšnjega videa, smo imeli neko formo oziroma tvorbo medvedje zastave, ki smo jo na to prebili in potem vidite tale spust. To sem zdaj čisto na hitro narisal, prejšnjič je bilo natančnejše. Če želite, si lahko ogledate preko linka, ki se vam prikaže v zgornjem kotu. No, spodnjo mejo smo zdaj prebili in zdaj tukaj delamo spet neko novo formacijo. Sicer je zelo nejasna, ampak trenutno se mi zdi, kot da je tole padajoči klin, ki je sicer bikovska formacija. Seveda, če izključimo tale false breakout tukaj. Če upoštevamo, da je tole padajoči klin in če nekako simuliramo tarčo, do katere bi lahko prišli ob preboju le tega, preizmerimo višino tukaj in prenesemo na možno mesto preboja, bi lahko prišli do $233, kar je točno tale meja tukaj. Še označim, da bo malo bolj jasneje vidno. Torej, ta simulirana tarča bi se ujemala točno s to mejo tukaj tele naše medvedje zastave. In potem bi lahko tudi pričakovali odboj od te meje in nadaljevanje
padanja. Torej, da dokončno izgubimo tole mejo $200. Tukaj, če pogledamo RSI, ni nekih takih posebnosti. Tukaj je sicer lažja bikovska divergenca. Recimo tukaj imamo dno, nižje dno, medtem ko pri RSI-ju imamo dno in dno na isti višini. Samo malček ga bom še označil, da bo bolj vidno. In pa tudi stokastik RSI se počasi obrača navzgor. Ampak ni mi pa všeč 4-urni graf. Naj vam pokažem, zakaj ne. Bom tole zdaj zbrisal, ker tega ne rabimo več. Tole tudi. Ker tukaj pa namreč nimamo padajočega klina, ampak imamo padajoči trikotnik, ki je pa medvedji vzorec. Kot vidimo, tukaj sem že označil dna, ki so dobesedno na isti višini. Tukaj imamo eno dno, drugo, tretje. In potem imamo mi tukaj še vrhove, ki so pa vedno nižji. Tako da težko je reči, kateri vzorec bo zmagal. Ponavadi ima prednost tisti na višjem časovnem intervalu. Ampak nič ni zapisano v kamen, zato je treba te situacije neprestano spremljati. Sploh tole tukaj, to mejo $200 in tukaj, kot zdaj trenutno vidimo, delamo kar nič kaj dobro svečko. Mislim na tole, čisto ta zadnjo, današnjo, ampak dan seveda ni še zaključen, morda govorim prehitro. Tako da treba je res spremljati zdaj to situacijo, pa si dajmo pogledati še Bitcoin. In smo na Bitcoin tedenskem grafu. Tukaj je takoj opazna tale medvedja divergenca, ki sem jo že omenjal na RSI. Tukaj imamo vrh, višji vrh, medtem ko RSI nam je dal vrh in nižji vrh. In zdaj očitno delamo še nižji vrh v gibanju cene. Kar je meni naravnost presunljivo je, kako nizek volumen imamo ves ta čas. To je od 27. marca 2023 vse naprej do zdaj. Izredno nizek volumen. Drugače pa se tukaj tale ARI, indikator, ki nam kaže, kam na kriptotrgu se preliva denar. No, ARI nam kaže, da Bitcoin trenutno še vedno prevladuje. Tukaj smo sicer skorajda doživeli neko križanje s stablecoin flowom, ampak ga ni bilo in smo se dvigali še naprej gor. Tako da križanja zaenkrat še ni bilo, se pa zadnji čas spet dela grda struktura tukaj le na dnevnem grafu. Tukaj je spet kar malček težko vzeti ven, kaj se nam dejansko dela tukaj. Zaenkrat to izgleda kot razširjajoči trikotnik in glede na to, da smo prej imeli padec, bi tukaj znali nadaljevati s padanjem. Glede na ARI še vedno prevladuje Bitcoin, čeprav je že čisto skupaj s stablecoini, lahko pa dobimo križanje v kratkem času. RSI, tukaj imamo eno rahlo medvedjo divergenco, kjer imamo vrh in vrh na nekako isti višini, medtem ko tukaj spodaj pa imamo vrh in nižji vrh. Tako da, ja, zaenkrat nam Bitcoin ne daje nekih jasnih znakov, zato bi bilo treba res vse oči upreti na Binance Coin, ker tam je ta prava dogajanja. Na tem mestu bi se še rad zahvalil vsem patronom, ki s svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če želite morda postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda, v zahvalo dobite dostop do dodatnih vsebin. Prva stopnja je dnevnik mojih tehničnih analiz, kjer ne obravnavamo samo kripta, ampak tudi druge trge, kot so na primer delniški, zlato in srebro. S paketom višje pa dobite dostop do predogleda posebnih videov, kjer si jih boste lahko ogledali pred ostalimi in brez reklam. Poleg tega pa dobite tudi dostop do videotehničnih analiz, kjer spremljamo manjše časovne intervale na kriptu, tako da dobite še boljši vpogled v to, kaj dejansko spremljam. Poleg tega pa na tem paketu tudi vedno bolj aktiviram Discord, kjer boste lahko neprestano v kontaktu z mano. In to še ni vse, patroni lahko na moji spletni trgovini kupujejo ceneje. Namreč vse, kar so do časa nakupa vložili preko Patreona za
Explicit kanal lahko uporabijo kot dobroimetje na spletni trgovini. In tako lahko nekateri celo nakupujejo indikatorje brezplačno. In ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Še vedno traja 40% popust na ARI, indikator, ki vam prikazuje, kam na kriptotrgu se preliva denar. Ali se preliva v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. Poleg tega pa bo zdaj v kratkem ta indikator tudi doživel zelo veliko nadgradnjo, tako da ne zamudite te priložnosti. Naredil sem tudi poseben video, ki vam prikazuje, kako se ga lahko uporablja. Najdete ga lahko preko te povezave tukaj zgoraj. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o situaciji z Binance. Je kritična ali ne? Tudi vas skrbi ali niste prav nič v skrbeh? Kot vedno, kar napišite mi spodaj pod komentarje in z veseljem bom podebatiral z vami. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Tukaj na tem kanalu redno spremljamo realno situacijo na kriptotrgu, zato je najboljše, da se naročite na ta kanal, da ne zamudite nobenega novega videa. Obeta se kar nekaj novih. Še naprej bomo spremljali turbulentno stanje Bitcoina, spoznavali nove projekte preko Crypto News, in že kar nekaj časa delam tudi na posebnem videu o umetni inteligenci. Tako da obeta se kar precej, ne se pozabiti naročiti. In tako, to je to za današnji video. Na tem mestu vam želim še lep dan naprej. Imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.